Na Dobrni imajo tudi v letošnjem letu v načrtu kar nekaj naložb. Na obisku na naši televiziji študentje Fakultete za poslovne in komercialne vede iz Celja. S koncertom pevskega društva upokojencev konec novoletnih koncertov v Knežjem mestu. Laški košarkarji z eno nogo že v ligi za prvaka. Lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu današnjih dogodkov dneva. V vodstvu občine Dobrna so zadovoljni z realiziranimi naložbami v preteklem letu. Tudi za letošnje leto so si zastavili visoke cilje, katerih uresničitev pa bo odvisna predvsem od občinskih financ in razpoložljivih finančnih sredstev na domačih in tujih razpisih. Glede na to, da so na občini Dobrna že sprejeli proračun, ki je za letošnje leto predvsem investicijsko naravnan, so želje in cilji za letošnje leto glede projektov, ki bi jih želeli začeti, jasni. V bistvu nadaljujemo z izgradnjo kanalizacije v občini. To je tisto 8. javni razpis, na katerega smo nekako ponosni, da smo ga dobili in ta dela peljemo tudi naprej. Trenutno izvajamo kanalizacijo na povodju Klanščice, to je za naselje Klanc. V Vinski Gorici, v Vrbi so dela v večini že zaključena. Projekt je nekako financiran iz Evropskega strukturnega sklada 85%, dela pa upam, da bomo zaključili v juliju letos. Zadnje čase župani občin malo bolj jezen pogled usmerjajo proti državi, saj jim ta grozi z znižanjem povprečnine. Tudi na Dobrni niso ravnodušni. Tukaj se župani nekako trudimo državi dopovedati, da v bistvu to ni prav način varčevanja, ker v bistvu sploh ni varčevanje. Če povzamemo to statistiko, da so občine v prejšnjih tej finančni perspektivi 2007-2014 izvajale v tej državi 75% javnih investicij. Gradili smo vrtce, šole, infrastrukturo, vodovode in vse tisto. Tukaj je tudi potem vsa naša industrija pa gospodarstvo imeli delo, ne samo gradbeništvo, tudi toplotne črpalke pa take stvari smo vgrajevali v te objekte. In to z okoli 60% evropskega denarja, in če občine ne bomo imeli lastnih sredstev, tudi teh investicij verjetno ne bo. In jaz verjamem, da se bo to na gospodarski rasti precej poznalo, ne samo na gradbeništvu, kot se to rado. Po besedah župana se s tem dela škoda tudi državi, predvsem pa občinam, saj enostavno ne bodo imele dovolj lastnih sredstev in razvoja ne bodo mogle peljati v želeno smer. No, del pomoči, s katero pa občine lahko izvedejo večje projekte, so zagotovo evropska sredstva. Črpanju le-teh bodo na Dobrni tudi letos dali velik poudarek. No, posebno pa se bodo posvetili tudi privabljanju turistov. Mi se v okviru teh možnosti, ki jih občina ima, bom rekel, zelo trudimo in v zadnjih letih smo veliko okoli tega naredili. Naredili smo nov turistični vodnik po občini Dobrna, nekako smo spletne strani smo povsem prenovili. Ta turistični vodnik imamo v 6 jezikih na spletni strani, tako da je dostopen širšemu prostoru. Urejamo te tematske poti, Anina, Loška, Gozdna, Učna, vse te poti so nekako označene na kartah in zemljevidu tudi na terenu. Za vse turistične informacije so odprli turistično-informacijski center, kjer so na voljo tudi informacije v tiskani obliki. Dobra pa je tudi zasedenost turističnih objektov v občini, ta je 70%, kar je 15% več kot leta 2013. Pridobivanje izkušenj in spoznavanje dela med študijem je dobra odskočna deska za nove poslovne izzive, s katerimi se soočamo po končanem šolanju in nastopu na novo delovno mesto. Tega se še kako zavedajo študentje Fakultete za poslovne vede iz Celja, ki so si prišli ogledati delo na naši televiziji. Ker televizijsko delo, poleg same produkcije programa, vsebuje tudi veliko ostalih segmentov poslovnega komuniciranja in organiziranosti, so zanje tovrstni ogledi in pridobivanje
pridobivanje novih izkušenj vsekakor zelo dobrodošli. Ob sprehodu skozi naš studio in prostore, v katerih poteka montaža in priprava programa, so lahko pobliže spoznali televizijsko delo. Upamo, da smo v sproščenem druženju koga izmed študentov uspeli prepričati, da se bo po končanem študiju podal v medijske vode. Videli smo predstavitev prvo naših oziroma mojih kolegov, pa potem vas, ko ste profesionalka. Pravim, da je zelo naporno. Ni to tako ključno, kot sem si predstavljala. Je le neka trema od nas, ker nismo v tem, drugače pa zelo zanimivo, nekaj novega. Ste kdaj imeli željo, kakšne ambicije postati recimo del televizijske ekipe? Ne, nisem imela, ne. Tudi v prihodnje ne boste? Ja, se ne vidim. Prevelika trema je to, da verjetno bi res mogla vaje, da bi se speljala to. Prihajam iz Nemčije, študiram zdaj na FKPV v Celje, mi je zelo všeč. In tukaj smo bili danes na predstavitev TV Celje in nam je bilo zelo všeč in zelo zanimivo. Vas veseli to, oziroma vas je to delo prepričalo? Meni je to zelo zanimivo, moj hendikep je malo slovenščina, mislim, ne sme biti hendikep, ampak če sem živčen, ne tako lepo govorim, kot da bi bilo treba pač. Pester program pevskih novoletnih nastopov in koncertov v Celju je prejšnji konec tedna v dvorani Narodnega doma zaključilo pevsko društvo upokojencev iz Celja. Zaradi velikega števila koncertov, ki smo jim bili priča v prazničnem decembru, so se odločili za prestavitev koncerta v sredino januarja. Pevke in pevci pevskega društva upokojencev so se v programu svojega novoletnega koncerta tudi tokrat so nastopili dvakrat, na začetku in na koncu programa. Pod taktirko dirigenta Milana Kasesnika so zapeli 10 pesmi. Koncertni program pa so dopolnili tudi gostje. Učenci glasbene šole Celje, kot gostje pa so nastopile tudi pevke vokalne skupine Cvet, Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje pod umetniškim vodstvom Špele Kasesnik in ob glasbeni spremljavi pianista Nejca Celmelja. Vsi pa so v koncertni program izbrali lahkotnejšo glasbeno literaturo iz zakladnice slovenskih ljudskih pesmi, kot tudi iz sveta zabavne glasbe. Vsi nastopajoči, starejši in mlajši, so koncertni program izvedli v pravem duhu medgeneracijskega sožitja, ki ga je povezovala Majda Pur. Kako pa so nastopajoči doživeli in doživljali koncert? Jaz mislim, da mi na odru in poslušalci in poslušalke v dvorani smo doživljali praznični večer. Tako smo tudi želeli izpeljati naš koncert, se je bil namenjen praznovanju. Z ozirom na to, da je repertoar vseboval pesmi, ki jih tudi ljudje sami znajo, so tudi na nek način pomagali, da smo skupaj prepevali tudi kakšno pesem. Občinstvo, ki je dodobra napolnilo Celjski narodni dom, je s hvaležnostjo sprejelo koncertni program ter nastopajoče nagradilo z bogatim aplavzom. Košarkarji Zlatoroga so po uvrstitvi na zaključni turnir pokalnega tekmovanja v državnem prvenstvu 86-77 zmagali na gostovanju v Portorožu. Laščani so po 13 krogih z 9 zmagami in 3 porazi na drugem mestu prvenstvene lestvice in zelo blizu uvrstitve v Ligo za prvaka. Pivovari so 2 zaporedna poraza prekinili z 9. letošnjo ligaško zmago, po kateri so ob zelo dobrih rezultatih na pragu uvrstitve v Ligo za prvaka. Mislim, da smo v zelo dobri formi, zelo dobro vzdušje. Ta poraz v Rogaški tudi ne štejem, jer prepričan sem, če bi igrali s to prvo peterko, sigurno ne bi prišel do njega, ampak po drugi strani normalno sem vesel, da smo po 3 letih, ob 2-3 letih na Final 8 pokala Špar in mislim, da tudi tam nismo rekli zadnjo besedo. V Portorožu smo bili sproščeno in 30 minut zelo dobro, pol smo te mlajše pustili. Portorož je pač stopil na plen in za nekaj pik zmanjšal razliko. Laščanom bo poslavjo na obali z psihološkega vidika v nadaljevanju zagotovo precej lažje. Pa sigurno bo precej lažje, sicer nas pestijo neke poškodbe, prehlad, ampak jaz verjamem, da bomo tudi v soboto igrali zelo dobro, upam, da bomo kompletni in da
bo to 10. zmaga proti Šenčur. Torej prihaja Šenčur, ki pa je neugoden in po obenem zelo izkušen. Seveda, v zadnjih 6 tekem so dobili 5, se pravi, da se dviguje v formi, zelo izkušena ekipa, prihod Mlakarja jim daje dodatno širino v igri, ampak vseeno mislim, da v domači dvorani ne smemo si dozvoliti nobenega spodrsljaja in da bomo še en korak bliže Ligi za prvaka. Predrag Milović je v zadnjem dobrem letu dni, ko je prišel v Laško, poskrbel, da se v mestu in njegovi okolici spet ogromno govori o sami košarki. Klima je spet prava in vzdušje je na najvišji možni ravni, potem ko Milović poudarja, da smo pač od lanskoletne situacije, ko sem prišel decembra meseca v Laškem, dvignuli klub sigurno za 78%, če je pri tem tudi kakšna moja zasluga, sem res vesel, ampak nam je precej lažje delati trenerima, kateri delajo v klubi, ki so res urejeni, tudi finančno, tako da je v tem trenutku precej lepo delati v Laškem. Kar se meni tiče, lahko ostanem do penzije v Laškem, ker če lahko en Grgić ostane v Celju 25 let, mislim, lahko tudi jaz ostanem v Laškem. Verjetno pa je želja stopnjevati formo. Koliko je še rezerv? Sigurno je velik rezerv, zdaj manjka v bistvu 10 še. Tale novinec Ponjavić še malo igra z ekipo, sicer ima zelo dobro in pozitivno energijo, tako da sigurno je še kaj rezerve, mogoče tih zadnjih 10 minut, da bi mogoče bolj resno vzeli. Zdi se, da če bi vzeli še kakšnega novega centra pred Ligo za prvaka, bi lahko posegli po samem vrhu. Sigurno, če bi vzeli še 5 igralcev pravih, mislim, da bi sigurno tudi Evropo lahko igrali, ampak kar se tiče tega, o tem odloča normalno denar, odloča uprava kluba, sigurno še kakšen igralec bi nam dobro prišel, ampak jaz sem tu zadovoljen s to ekipo, ki imam, boljše ni. In kdo so ekipe, ki naj bi se v letošnji sezoni potegovali za najvišja mesta? Sigurno Tajfun, izredno presenečenje, moram reči, da od te priložnosti tudi moram čestitati kolegi Mihevcu, on je v bistvu ena osvežitev na slovenskem prostoru, ker mi smo že starejši trenerji, pa se točno ve, kakšen igra, kaj dela, ampak on je sestavil zelo dobro ekipo, atletsko ekipo, igrajo sproščeno, mislim, da bo to eden od najbolj nevarnih nasprotnikov. Itak jasno je, da se Rogaška ne bo predala in da bo sigurno se potegovala za eno od prva 3-4 mesta, Olimpija, Krka so itak, prepričan sem, zato pač 5. mesto v Ligi za prvaka se pač bojo potegovali po moje Grosuplje pa Šenčur, ampak mislim, da je Grosuplje 2 koraka bližje. Koga pa si pivovari želijo v četrtfinalu pokalnega tekmovanja v drugi polovici meseca februarja? Jasno je, da bomo mogli igrati vsako ekipo. Lepo bi bilo, da bi imeli prvi dan kakšno lažjo ekipo, čeprav v pokalu ni lahkih ekip. Po drugi strani jasno je, da če si želimo igrati finale ali pa osvojiti lovoriko, da moramo igrati vsako ekipo. Pa prepričan sem, da mi lahko igramo vsako ekipo trenutno v Sloveniji, tudi Olimpiji in Krka. V Laškem je torej spet isto pravo pozitivno vzdušje nekako. Želeli bi si verjetno na pokalu polne dvorane in prave vzpodbude. Jaz verjamem, da bo veliko ljudi prišlo gledati, ker si mislim, da ti fanti to zaslužijo, da bi imeli več podpore s tribune. Da je v dvorani Trililije resnično super oziroma prijetno, pa se vidi na vsakem koraku. Još mi samo pisma usta, sreće nima, Skalinada, Skalinada, tu se penje, tu se pada. Laščani želijo prepevati tudi v soboto po tekmi s Šenčurjem, ki se bo začela ob 19. Jutri bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodni in deloma v osrednjih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 4 do 12 na Primorskem in vzhodni Sloveniji do 15 stopinj Celzija. V soboto se bo dež na zahodu okrepil in širil proti vzhodu. Snežilo bo na okrog 1300 metri nad morjem. V nedeljo se bodo ponekod še pojavljale rahle padavine, hladneje bo. Izkoristite preostanek nocojšnjega večera, v dnevno informativno družbo pa znova vabljeni jutri ob 18:30. Nasvidenje.